Bitcoin FOMO, potrjeni strani BlackRocka. V drugih novicah pa tudi. ECB je deležna nadaljnih kritik zaradi nedavne ocene Bitcoina, kako naj bi Bitcoin reševal podnebne težave in za konec si bomo ogledali še najbolj znane napake debelih prstov. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Oktobra je BlackRockov Bitcoin ETF dosegel rekordni obseg trgovanja v zadnjih 6 mesecih, kar nakazuje, da so se investitorji ustrašili zamujene priložnosti in začeli intenzivno kupovati Bitcoin. Na ta dan je skupni obseg vseh Bitcoin ETF-ov v ZDA dosegel 4,64 milijarde dolarjev, s čimer se je cena Bitcoina približevala zgodovinskemu vrhu pri $72,000. Analitik Erik Balkunas pravi, da je nenaden priliv sredstev v te sklade dokaz, da investitorji zaradi strahu pred zamudo vstopajo na trg. Takšni ETF-i privabljajo veliko pozornosti zaradi visoke likvidnosti, kar vlagateljem omogoča hitro prilagajanje in lažji dostop do kriptovalut. Očitno se november že kaže, Halloween efekt v teku. Evropska centralna banka ECB je izdala poročilo, ki Bitcoinu očita, da ustvarja nepoštenost, saj bogati zgodnje investitorje na račun tistih, ki pridejo pozneje. Poročilo navaja, da bogastvo zadnjih Bitcoin vlagateljev, ki si lahko privoščijo luksuzne dobrine, izvira iz nižjega življenjskega standarda preostalih. V Bitcoin skupnosti so te trditve kritizirali in opozorili, da inflacijska politika centralnih bank v resnici zmanjšuje kupno moč ljudi. Nekateri so celo predlagali, da bi ljudje morali kritizirati centralne banke, ki tiskajo denar in s tem zmanjšujejo vrednost prihrankov. Ja, kritike centralnih bank bi bile res potrebne. Ste vedeli, da bi se kar 60% ljudi znašlo v težavah, če bi jih zadel nenaden strošek za samo €400? Ne biti eden izmed njih. Prav zato smo ustvarili video, kjer vam obrazložimo, kako ustvariti sklad za nujne primere. Oglejte si ga. Dajte tudi všeček temu videu, če so vam novice všeč, komentirajte spodaj in ne se pozabite naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednjega videa. Čeprav ima Bitcoin ugled, da porabi veliko energije, je danes vse večji delež pridobljen iz obnovljivih virov, kot so sončna in vetrna energija. Okoljski investitor Daniel Batten pravi, da Bitcoin prispeva k zmanjšanju emisij, saj nadomešča energijsko bolj potratne oblike shranjevanja vrednosti in bančne storitve. Rudarjenje Bitcoina ob uporabi obnovljivih virov omogoča varčevanje energije v primerjavi s tradicionalnimi sektorji. Poleg tega lahko z uporabo metana iz odlagališč zmanjša emisije toplogrednih plinov, kar pomaga stabilizirati električna omrežja in zmanjšuje vpliv na okolje. Kaj si vi mislite, ali Bitcoin res porablja toliko energije, da ogroža naše okolje? Komentirajte spodaj. Fat finger napake v kriptu so človeške napake, kjer zaradi napačnega vnosa podatkov ljudje izgubijo velike vsote denarja. Na primer, Crypto.com je leta 2021 po nesreči nakazal avstralskemu paru 10,47 milijona avstralskih dolarjev namesto $100. No, to je par izkoristil za nakup nepremičnin, a sta bila kasneje obsojena kraje. Septembra istega leta je platforma Diversify pomotoma plačala $23,7 milijona provizije, ki jo je po sreči pošten rudar vrnil. Compound Finance je oktobra 2021 zaradi programske napake uporabnikom po nesreči razdelil za $90 milijonov žetonov Comp, nekateri uporabniki pa teh žetonov niso vrnili. BlockFi je maja 2021 uporabnikom namesto stabilnih kovancev GUSD izplačal 700 bitcoinov. Nekateri so jih uspeli prodati, kar je BlockFi pahnilo v težave. Avgusta 2023 je neznan uporabnik plačal ogromnih $90,000 provizije za prenos Ethereuma v vrednosti le $2,200, kar lahko nakazuje na pranje denarja. Zanimiv je tudi primer NFT zbiratelja Prince Pablosa, ki je po nesreči preplačal za NFT, a postal znan kot Fat Finger. Hitro se lahko zatipka, zato je treba vsakič 3-krat preveriti, sploh v kriptu. To je tudi vse, kar se tiče novic tega tedna. Hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.